Moj gost je danes po nekaj mesecih premora od najinih zanimivih debat Marko Pogačnik, geomant in avtor mnogih zanimivih knjig, med katerimi je zadnja, ki sem jo vašo prebrala, Ljubezenska moč zemlje. Izjemne misli, izjemni zapisi. Marko, midva bova danes govorila. Najprej, da vas lepo pozdravim. Živjo, kako ste? Dobro sem. Me veseli, da se spet slišiva. Enako. Nekaj iztočnic za začetek, za naše gledalce, da bodo vedeli, kaj jih čaka. Govorila bova o tem, zakaj so nekoč na zemlji živeli raj in kdo ga živi še danes. Pa tudi o telepatskem komuniciranju z gorami, s kamni, potem o zemlji kot vodnem planetu, potem o pomenu sodelovanja z duhovnim svetom in tako naprej. Marko, v knjigi opisujete, da ste na potovanju ob reki Ren v Nemčiji doživeli eno izmed vaših številnih mističnih izkušenj, da se vam je odprl pogled v pravir stvarstva, kjer domujejo zmaji. A mi lahko in našim gledalcem poveste kaj več o teh bitjih? Ja, jaz jih povezujem z atomsko energijo, torej z atomsko silo, ker so v temelju stvarstva. V temelju stvarstva obstaja neka sila in hkrati zavest, ki stvarstvo omogoča. Mislim, da različne kulture so potem iznašle ime zmaji za to silo, kvaliteto. V bistvu je to zavest ali modrost, ki vzdržuje prostor. Mislim, da je zaradi tega znanost iznašla že davno pri Grkih ta pojem atoma kot nekaj, kar je nedeljivo, to se pravi, kar je v osnovi vsega navzoče. Ker pa je to hkrati tudi zavest, je bitje in zato se pojavlja kot bitje, recimo pri gorah, so določeni hrbti gora, dajo človek lahko prav začuti, da je znotraj zmaj, čeprav je povsod. Zmaji se nekje na nek način pokažejo, tako kot se je meni pokazal zmaj Rena v tistem trenutku. Prav v tej obliki se vam je pokazal, takšnih, kot si kolektivno predstavljamo zmaja, ali se vam je v kakšni drugi podobi prikazal? Ne, v bistvu jaz govorim o zmajevki Rena, ker je reke, torej vidimo v ženski kvaliteti, ampak pokazala se mi je kot nekakšna rdeča nit znotraj reke, neka nit življenja, na osnovi katere je potem utemeljena vse, kar od življenja dojemamo in vidimo. V tem primeru reka. Ja. Ta nit je nekako imela usodno kvaliteto. Mislim, da uporabljamo ta izraz, nič življenja. Če se ta pretrga, življenja ni več. V tem smislu atomska zmajeva moč. Vi v knjigi zapišete en res čudovit stavek, ki sem ga prepisala. Ko govorite o pomenu sodelovanja z duhovnim svetom, in pišete: vse predsodke razuma in strani verskih dogem zastražene meje med onostranstvom in tostranstvom doživljam kot prebodeno srce. Ja, moje doživetje srčnih sil ni povezano s preteklostjo, ampak je povezano s tem trenutkom, kot da je prišel trenutek, ko Zemlja odpira svoje srce in v resonanci s tem se to srčno odpiranje pojavlja znotraj vseh bitij, torej tudi znotraj človeških bitij. In nastaja čisto drugačen prostor, ki je osnovan na ljubezenskih
razmerjih. In komaj se da o tem govoriti. Moram nekako postaviti na neka tla. In ta tla so proces zemljine preobrazbe, v katerem pišem in ki ga doživljam. In znotraj tega procesa je prišel trenutek, ko se začenja uresničevati, postavljati v prostor kvaliteta, ki jo miti poznajo kot rajska vrednota. Torej tisto vse povezujoče, ki ni samo v ideji ali v zavesti, ampak je utelešeno, tako rekoč od srca do srca. Kje oziroma kako vi mislite, da je človeštvo uspelo izgubiti to sposobnost biti in delovati iz srca, ne samo iz glave, se pravi iz miru, ne iz nemira, iz tiste resnice, ki jo nosimo v sebi. Kako je uspelo človeštvu to izgubiti in na kateri točki po vaše zdaj smo pri tem prebujanju, kot omenjate, ljubezni od srca do srca? Jaz mislim, da je to povezano po eni strani s procesom individuacije. Torej, ko smo ljudje začenjali se zavedati svoje osebne zavesti, da smo individualna bitja, potem smo nažalost paralelno izgubljali občutek za celoto, za vse povezanost. In tako drsimo vedno bolj, zdaj to traja že tisočletja, miti govorijo o izgonu iz raja, ampak to je en mitski izraz. Dejansko smo mi izstopili iz teh rajskih razmerij in se zmeraj poglabljamo v ločenost od narave, ločenost med seboj in zmeraj bolj smo zaprti v določene telekomunikacijske tehnologije, kar če pogledamo okrog sebe. In v tem trenutku torej drsimo v prepad, v popolno odtujenost. V tem trenutku se pojavlja strani zemlje, torej Gaje. Jaz vidim zemljo kot živo bitje, bitje, ki ustvarja čudoviti svet, v katerem vsi živimo na različnih stopnjah prostora. To bitje je sprožil neko zasilno zavoro, bi lahko rekli. In ta zasilna zavora pa ni jeza na nas, temveč je obratno. Je inspiracija, da se znotraj nas spet prebudi srčni občutek do vseh drugih bitij, ampak tudi do samega sebe, torej da se v nas prebudi srčni sistem kot kreativni sistem človeškega bitja. Ja, na začetku sem omenila postavko, kdo danes živi v raju, in pojavijo se mi slike raznih ljudstev, plemen, medtem ko midva v tem trenutku v Sloveniji govoriva o ljubezenski moči zemlje, o tem, kje smo skrenili stran od prvobitnosti, od srca, v tem istem trenutku nekje na drugih koncih sveta, bom rekla, pozabljenih od raznih civilizacij, živijo še vedno prvobitna ljudstva, ki ne potrebujejo televizije, da bi vedeli več kot tisti, ki gledajo televizijo, ne potrebujejo medijev glavnih, da bi čutili, kaj se na svetu dogaja, kaj se z njimi dogaja. So oni te, ki pravzaprav rešujejo zemljo, ki tehtnico prevagajo na tisto pozitivno smer. Ja, to je velika sreča, da ta ljudstva še obstajajo, ampak je še nekaj, namreč, da mislim, da je za človeški razvoj pomembno, da se mi zavestno odločimo za tak način celovitega prebivanja, prepredenega z ljubezenskimi razmerji.
ker taka odločitev je drugačna, kot če preprosto iz tradicije, te čudovite tradicije, še zmeraj bivamo znotraj, recimo rajskih razmerij. Zdaj, ko pa smo zašli v tako globoko odtujenost, je taka odločitev kreativna, omogoča preskok na neko novo stopnjo zavesti, ker v tem času Zemlja s svojimi evolucijami dela nekakšen kvantni preskok na novo raven razvoja in ta zavestna odločitev za ljubezenska razmerja kot temelj bivanja je lahko odločilna pomoč, da ta preskok na novo raven uspe. V umetnosti se često recimo srečujemo s temi nasprotji, da nekaj, kar je na videz propad in konec vsega, predstavlja točko obrata. In nekaj takega mislim, da se dogaja prav zdaj, ko se pojavlja ta ljubezenska sfera Zemlje. Ja. Kako bi človek, najprej eno osebno vprašanje, Marko, imate vi za vas občutek oziroma vedenje, da živite približno rajsko na Zemlji, ali bi rekli, da lažje je o tem govoriti, kot to dejansko živeti, in tudi koliko je sploh omogočeno človeku v tej družbi to živeti? Najprej to vprašanje. Ja, jaz mislim, da je mogoče, ker človek ni odvisen od zunanjih okoliščin. Tukaj gre prav pri srčni kvaliteti, obstaja možnost oziroma raziskujemo možnost, kako lahko znotraj največjega kaosa ohranjamo tišino znotraj sebe in znotraj sebe, ko bi rekel, varujemo to srčno kvaliteto in na osnovi rezonance najdemo način, kako lahko tudi delimo to kvaliteto z drugimi, ne glede na zunanje okoliščine. Mislim, mi se učimo tega, da nismo odvisni od zunanjih okoliščin, ampak smo kreatorji, ustvarjalci teh okoliščin. Se pravi, začnemo pri sebi, notranjem miru in potem tako poskušamo živeti v vsaki trenutku v okoliščini in na ta način se vzpostavlja to je filosfera, ljubezenska sfera Zemlje. Kakšen je vaš odnos do šamanstva? Šamanizem, šamani? Ja, jaz spoštujem šamanizem, ampak hkrati, spet moram reči ampak hkrati opozarjam, da je čas zdaj drugačen in da se pri tem procesu preobrazbe Zemlje pojavljajo možnosti, da tak način, kot ga šamani, kot dejansko so to posebneži v družbi in delajo za družbo, nekaj za celoto, mislim, za skupnost, da tako kvaliteto lahko živi vsak posameznik, da je to pravzaprav način, kako bi človek lahko kot kreativno bitje živel, pa ne bi bil šaman, ampak pomeni, da v sebi prebudimo ustvarjalne kvalitete, ki so zdaj uspavane, ker smo šli skozi to dolgo obdobje odtujevanja samega sebe in pri tem tudi delujejo sile, ki človeka potiskajo v to odtujenost. Zdaj je pa nastopil trenutek oziroma možnost, neka kozmična priložnost, da te znanja in sposobnosti, ki so bile rezervirane za posebneže, za posameznike, začnemo
realizirati v svojem življenju in pri tem, kako sodelujemo z vsem stvarstvom, predvsem zemljenim stvarstvom in njegovim preskokom na neko novo raven. Ja, brez spajanja z duhovnim svetom ne bo šlo, ne? Kakorkoli obračamo. Brez spajanja z duhovnim svetom človek v sebi tega ne more prebuditi, ne more živeti. Ne? Vi govorite o kreativnosti, ampak hkrati je to tudi neko zdraviteljska nota, ne? Samo zdraviteljska nota, se pravi biti zaceljen, ne? Živeti iz svoje celote in svojega miru, ampak samo v materialnem svetu, ne glede kako uspešno in lepo izgleda, je to nemogoče. Ja, to je nemogoče. Mi smo bitja, kot bitja povezujemo duhovni svet in pa elementarni svet zemlje, ampak duhovni svet ni zunaj zemlje, je del zemlje. Ja, zemlja je kot holografski drobec vesolja in zaradi tega so vsi nivoji, duhovni nivoji, tudi zemeljski nivoji in človek ima ta neverjeten dar, da seže do najglobjih elementarnih nivojev, to se pravi do materije in do najvišjih duhovnih, angelskih. To imamo znotraj sebe, ampak to je treba prebuditi, treba se je vaditi, ne vem, treba se potruditi, da to začnemo utelešati, preden se nam svet sesuje. Ja. Iz vaših ust vsa ušesa, bom rekla. Pa direktno ali telepatsko. Vi omenjate v knjigi veliko tudi telepatske veščine oziroma telepatskega delovanja, tudi to na poti, mislim, da iz Nemčije proti Sloveniji ste se vozili v vlaku in ste se dotikali gora in gora začutili, kako vam odpirajo pravzaprav svoj svet. Lahko poveste kaj več o tem doživetju telepatskem? Rekli ste celo v knjigi, da je to še močnejše kot dejansko spajanje iz goro, se pravi kot dejanska hoja po gori, je telepatska komunikacija z gorami, s kamni in tako naprej. Ja, to govorim tudi o drevesih in o rastlinah. Mislim, da je mogoče na telepatski način. To se pravi, v bistvu je to božanje, kar opisujem. Samo da božam, cele gore se ne da kar fizično božati, ampak da se roke so kreativni, ustvarjalni organi in ta dotik, ki je ste rekli telepatski, to se pravi, dejansko se dogaja na tisti ravni, kjer so vse stvari povezane z vsem. Na fizični ravni to ni tako, ampak v ozadju utelešenega sveta je tako imenovana vzročna raven. Tam, kjer potekajo kot živci nekako energijske linije, omrežja, ki povezujejo vse z vsem. In zaradi tega je potrebno samo, kako bi rekel, za trenutek odvreči to zavezanost materialnemu svetu in seči na to raven, za to vzročno raven. Zdaj, če skušam razložiti, kako to gre, dejansko je to dejanje srca, torej ne gre brez notranjega občutka. In ta občutek ni omejen na materialni svet, ampak zazveni. Je treba dotikati, tako rekoč podložiti z srčnim zvenom, z srčnim občutkom. In to bitja takoj občutijo, kamni gore, drevesa, kar je seveda tudi mogoče v neposrednem stiku, ampak tam je prevladajoč občutek, da je neka membrana
materialnosti, ki nas ločuje. Se je treba naučiti tudi v neposrednem stiku nekako preskočiti to membrano in srčno kvaliteto. A ste kdaj začutili, recimo meni se je to zgodilo, ko sem šla na kakšen zelo obljuden hrib in mi je kot zmanjkovalo sape, ampak ne od utrujenosti, ker se je to lahko zgodilo že na prvem ovinku, ampak od vsega, kar je tam človeškega odloženo. Se pravi, toliko in toliko in toliko ljudi vsak dan hodi po teh ovinkih in odlaga tam svoje skrbi, svoje strahove, pride v naravo, zato da bi vse odložili in da bi se osvežili z to svežino narave. Se vam je kdaj kaj podobnega zgodilo? Zaznavate to, pravzaprav kako so lahko tudi znotraj narave, recimo hribov, energije, kaj naj rečem, zgoščene oziroma neprečiščene? Ja, to se meni kar naprej dogaja. Ko pripravljam, na primer, delavnico z nekim prostorom in pridem na ta prostor in imam veliko izkušenj in bi lahko občutil, pa ne morem občutiti nič bistvenega. Jaz to delam potem po noči. Jaz se zbudim, sedim v postelji in potem nadaljavo občutim. In takrat veliko lažje, ker vse te otežitve so nekako ob strani, tako da lahko občutim in razumem in pripravljam svoje delavnice pogosto na ta način. To je pravzaprav telepatsko in noč je pa sploh primerna, ker je človeški svet tako rekoč v miru. Ja, in tudi ko ste govorili o tej komunikaciji telepatski s kamni in z rastlinami, prav tako telepatsko gre z ljudmi. Recimo mi lahko, če se po vaše izražam, pobožamo oziroma navežemo telepatsko zelo pozitiven odnos tudi do ljudi, s katerimi imamo v realnem življenju, bom rekla v narekovajih, se pravi v fizičnem stiku z njimi imamo težave, ampak telepatsko lahko razrešujemo, preden dejansko spet pridemo v fizični stik, da je možna komunikacija, tudi s človekom se to da. Ja, jaz vzamem človeka v takem primeru, v srčni prostor, ki je zdaj, tako sem v knjigi to opisoval, za mene širši, ni samo srčna mišica, ni samo srčni center, kot ga pozna joga, ampak je potem še elementarno srce, ki je na dnu grodnice in je na desni strani to, kar imenujem skupno srce človeštva. In pa kreativno srce na vrhu grodnice, to se pravi grlo. Da je ta srčni prostor je s tem postal močan in mogočen. In če se vzame človeka ali pa tudi lahko, kot sem prej omenil, goro, prostor, neko vzamem vase, se ta občutek prenese, se vzpostavi povezava, razmerje, pretok. Srčni prostor je kreativno orodje. Ja, zato so zelo, zelo dobrodošle vaše delavnice, ki jih imate, oziroma da ljudje res se povežemo pač da smo povezani med sabo ljudje, ki že vemo, da je to prihodnost oziroma da je to zelo bližnja prihodnost, da bomo vsi prebudili te veščine in sposobnosti, kot ste na začetku res lepo rekli, vsi imamo to v sebi in da to resnično prebudimo in začnemo živeti in potem nas pa res lahko velik skok kvantni čaka, a ne? Ja, jaz skušam s pomočjo delavnic, knjig in pa vaj, ki jih oblikujem, temu primerne vaje, da lahko človek, ker nikogar se ne more učiti ljubezenskih razmerij z naravo ali med ljudi, pravzaprav se da samo pomagati, da ljudje prebudijo te svoje srčne, zdaj razširjene srčne kvalitete
In potem, ko se na tej ravni začnemo povezovati, raste srčna kvaliteta v prostoru in mislim, da se bodo morale slej pa prav kmalu vojne umakniti iz človeškega jedilnika. Ja. Čeprav so še druge stvari za narediti, seveda. Predtem, a ne? Ja. Ja. Zemlja kot vodni planet oziroma človek, vi govorite o hologramu in tako naprej. Kako dojemate Zemljo kot vodni planet? Jaz vidim tako, da Zemlja ni samo materialna, seveda, to je jasno, ampak da je sestavljena iz več krogel, ki so tako rekoč položena ena skozi drugo. Recimo, kot je biosfera, je taka krogla življenja, ki se vseh nas dotika. In potem govorimo o noosferi, torej sferi zavesti, da je Zemlja ena kompleksna zavest, kjer imamo vsa različna bitja svoj delež v tej zavesti. Tako je ta ljubezenska sfera ali noosfera je ravno tako kompleten planet. Zemlja je bila umaknjena v notranjost, ker ni bilo pogojev za uresničenje. Zdaj so pogoji še slabši, ampak je pa kosmična ura nekako teče in vodi Zemljo v nekaj bistveno novega, na neko novo stopnjo razvoja in zaradi tega se prebudi znova vzpostavlja ta ljubezenska sfera, čeprav na videz nima šans, kakršen je svet danes. Ampak to je čudež Gainega stvarjenja, da zmeraj najde pot v svoji zgodovini, da preskoči na neko novo raven in človek je pravzaprav povabljen, da sledi tem preskokom. Marko, hvala. Najin čas se počasi izteka na tejle aplikaciji današnji. Mogoče samo še kakšna strnjena misel za konec za naše gledalce, gledalke. Ja, jaz sem to knjigo napisal o prebujanju srčne sfere Zemlje. Sem pisal v času, ko je izbruhnila vojna v Ukrajini. In takrat sem imel tak preblisk, da lahko vojne ustavimo, če prebudimo srčno kvaliteto znotraj nas. Ampak ne na romantičen način, ampak na resničen način, kot vidik resničnosti. In to še zmerom verjamem, čeprav nisem uspel s to knjigo ustaviti vojne, na žalost, te nesrečne vojne, ki je usmerjena prav proti srčni kvaliteti. Ja, ampak če ste jo uspeli ustaviti znotraj enega človeka, bralca ali bralke, je to tudi veliko delo, velik dosežek. Ja, moramo biti zadovoljni z malimi koraki, ampak mislim, da je smer prava.